Večerovi dueli, volitve 2026. Voditelj Tomaž Ranc. Spoštovane in spoštovani, dobrodošli v drugem Večerovem soočenju pred marčevskimi parlamentarnimi volitvami. S tem duelom vam želimo seveda olajšati izbiro in tokrat sta z nami poslanka opozicije, to je Jelka Godec, SDS, lep pozdrav. Lep pozdrav. In pa poslanec vladajoče stranke Gibanja Svoboda, Darko Krajnc. Lep pozdrav tudi vam. Lep pozdrav. No, gospod Krajnc, pa bom kar z vami začel. Midva so se pogovarjala lani, takrat ste nekako rekli, da ste veliko naredili, ampak da v politiki včasih trpite zaradi brutalnosti in tako naprej. Zakaj potem želite podaljšati ta mandat oziroma to trpljenje? Ali vendarle ni bilo tako hudo? Ja, vse to drži. Imam en problem, da delam za skupnost že dolgo časa na več področjih, od društvenega dela, tudi politike, kjer sem imel vmes 10 let pauze. Sem bil vodja večgeneracijskega centra, potem sem se pa vrnil v bistvu zato, ker je ena taka negativna klima v družbi, ker sem se želel to presekati, pa tudi določene stvari popraviti. Vidim pa, da ko si v neki vladajoči strukturi, to dosti lažje storiš, kot pa nekje od strani ob šanku na družbenih omrežjih ali pa v neparlamentarni stranki. Tako da moram reči, da sem zadovoljen, da dosti stvari smo obrnili, nekatere bi lahko še bolje, pa marsikaj še za postoriti. Človek pa težko verjame, da se je v teh 30 letih nabralo toliko stvari, pa vedno je pač nekaj narobe. In v politiki cel čas rešuješ stvari, ki ne delujejo. Tiste, ki delujejo, itak grejo same od sebe. In očitno včasih tudi trpiš, pa bom tudi vas vprašal, vi ste pa že tretji mandat, gospod Krajnc, prvi mandat, ali tudi vi tako trpite v politiki, ali je to pač včasih toplo-hladno, bi rekel? Če bi trpela v politiki, potem ne bi več kandidirala oziroma ne bi bil to moj tretji mandat. Torej, govoriti o trpljenju, o nečem, kar si sam izbereš, oziroma smo si izbrali to delo, ne, in ljudje so te izvolili, ne moreš govoriti o trpljenju. Ne. Lahko govoriš samo o težkem oziroma o odgovornem delu in to upravljati maksimalno. Zdaj jaz sicer ne vem, kaj kolega Krajnc smatra potrpljenje, ampak jaz bom rekla, da pač ne trpim, ampak da delam, koliko se da maksimalno in da pač je tu nekaj odrekanja, ampak to ni trpljenje. Takrat je rekel, da ga moti v bistvu ta brutalnost v tem političnem boju, da veliko se dela in da se včasih ne vidi, kaj vse se naredi. No, vi recimo vlade niste posebej šparali v tem mandatu, hitro ste šli z referendumom, zakonom o vladi. Ali mislite, da ste jo vi pravzaprav dobro načeli, gledano z vašega vidika, ali pa se je vlada, ta koalicija, mogoče tudi precej bolj sesuvala sama vase, oziroma so bili notranji boji precej močni? Glejte, opozicija ima pač tiste inštrumente, ki jih lahko uporabi za opozarjanje na nepravilnosti, ki jih počne vlada oziroma na njihovo nedelo ali pa nedobro delo in med njimi so to referendumi, interpelacije in tako naprej. Vendar vlaganje interpelacije je samo pokazalo, da se vlada siple sama vase. Ne. Naše interpelacije, tudi ko so že bile vrožene ali pa sam napovedane, so ministri sami odstopali. Ne. Tako da jaz mislim, da gre znotraj vladne koalicije do določenih, da je prihajalo do določenih trenj in mislim, da tudi sedaj. Je pa jasno, da ko je pa potrebno skupaj stopiti pri njih, pač dvigne vsak minister glas za tisto odločitev. In jaz ne mislim, da smo mi načenjali, oni so se načenjali sami in to samo kaže, da je bila ta vladna koalicija oziroma ministerska ekipa, ki se je zelo razširila po naši vladi iz 12 ministrstev na 19, ni bila dobro izbrana, daleč od strokovnosti, daleč od tistega, kar so govorili pred volitvami. Ampak ta referendum ste izgubili, in verjetno se vi ne boste strinjali prav s tem, da ste se sesuli sami, da ste tudi, tako ste vse v intervjuju dejali. Ja, se tudi glede trpljenja, treba pač reči, da moj problem je ta, da ta brutalnost me prizadene, po drugi strani pa tudi to, da stvari, ki jih delaš z idealizmom, z tem, da želiš nekaj spremeniti, velikokrat vidiš, da ne gre in to ne jemlješ kot igro. Marsikdo v politiki pa vem, da jim je ta zgodba igra, da so na funkciji tudi, pa jim je igra, se smejijo, določene stvari pač počnejo, zato ker je treba nekoga razbijati. Daleč od tega, da je ta vlada sesuvala sama vase, ali pa cel čas smo lahko poslušali od začetka, od volitev dalje, da bomo itak razpadli, da bo itak pod predčasne volitve. Ta vlada je po 18 letih edina vlada, ki je
mandat pripeljala do konca. In še nismo konec, še delamo. Delali bomo do konca odgovorno in jaz mislim, da smo veliko naredili, da imamo marsikaj za pokazati. Seveda pa opozicija ima svojo vlogo, opozarja na stvari, ki po njenem niso prav, vendar jaz mislim, da dejstva in številke pa kažejo svoje. No, pa bi šel kar na konkretno tematiko, v bistvu na zdravstvo, ki vama je tudi, oziroma sociala, ki vama je obema nekako blizu, vi ste aktivni v odboru za zdravstvo, vi v odboru za socialo in tako naprej. Reforma zdravstva je bila zelo glasno napovedana. Minister Bešič Loredan je odstopil, medtem ko strateški svet še vedno deluje, vodi ga Erik Brecelj oziroma o njem intenzivno sodeluje. Ampak pogledal sem čakalne dobe, recimo na NIJZ-ju tedensko ažurirajo čakalne dobe, kar je gotovo eden glavnih ciljev te reforme in sem se kar zgrozil, recimo operacija sive mrene, redni pregled 400, oziroma operacija 434 dni redno, 126 dni zelo hitro, 266 hitro ali pa prvi dermatološki pregled, recimo izbral sem tako za širšo populacijo, 149 dni je zelo hitro, 362 hitro, 452 dni redno in kar je najbolj žalostno, leto 2025 je bilo zelo podobno ali pa aprila 2024 je bilo stanje za hitro ali redno celo za 3 mesece boljše kot je danes. Tu verjetno ne morete biti zadovoljni. Sigurno nismo zadovoljni, treba je vedeti, da je reforma zdravstva paket 16 zakonov, različna področja se urejajo, odpornost sistema na spremembe je ogromna, to je tudi dokaz, da se je toliko ministrov v 20 letih zamenjalo, verjetno mislim, da je celo več kot 20 ministrov bilo na področju zdravstva aktivnih, sedaj imamo ministrico, ki stabilno dela, in jaz mislim, da tudi glede čakalnih vrst je treba vedeti več vidikov. Eno je to, da so tudi fantomske čakalne vrste na določenem načinu bile odpravljene. To pomeni čakalne vrste, ki so se namenoma podaljševale, zato da si je nekdo delal vmes prostor, zato da je svoje paciente dajal not, ki jih je potem kanaliziral v privat sistem. V več bolnišnicah so preklicali vse paciente in so vrste skrajšali za 1/3. Je pa res, da določene storitve sploh pod redno trajajo zelo dolgo, urgentno, hitro, zelo hitro, pa mislim, da so se določene dobe skrajšale. Seveda je tu potrebno več narediti, z različnimi prijemi to skušamo, je pa veliko tudi na delu organizacije in vodenja v zdravstvu, ker lahko vidimo, da določeni zdravniki, ki so izvajali dvojne prakse, so v javnem sistemu naredili bistveno manj kot potem v zasebnem. Del tega je naslovila tudi ZZZS, ki je začela plačevati po realizaciji. To prej se je plačevalo preko nekih kvot in ko so bile te kvote zapolnjene, september, oktober so počasi rezervirano delali. Zato so tudi določeni zdravstveni subjekti, zdaj jih je potrebno dofinancirati in to vse dela država iz proračuna. Ampak tisto, kar bolnik na koncu seveda vidi ali pa najbolj čuti, je seveda tista čakalna doba. Ne? Te pa niti vašim vladam prej ni uspelo skrajšati, sedaj pa prav tako sploh ne. Kako ocenjujete? Še en faktor sem pozabil, covidni rep. 2 leti v času covida je vse stalo, tudi ortopedske in take stvari, ki niso imele povezave z epidemijo. 1,7 milijona nerealiziranih napotnic se je preneslo v to kasnejše obdobje in še vedno nas to tudi tepe. Jaz ne bi iskala izgovorov za prejšnje vlade. Ta vlada je pred volitvami, predsednik sedanje vlade obljubil, da bo to skrajšano, da bo urejeno zdravstvo. V začetku mandata so podpisali zavezo, s katero bodo seveda to, kar je simptom, čakalne dobe so simptom slabega dela v zdravstvu oziroma slabega sistema regulacije, da bodo to odpravili. In zdaj iskati za nazaj, 30 let nazaj ne moreš primerjati zdravstva leta 2004 ali leta 2024 oziroma 2026. Zaradi demografije, zaradi spremembe v zdravstvu, zaradi napredka medicine in tako naprej. Vodili tudi vmes. Drži, mi smo vodili 2004, 2008, potem 2 leti 2012 oziroma 2013 in v zadnjem mandatu, samo malo, in v zadnjem mandatu 2020-2022 imeli smo 2 leti vlade, ne 4, ne cel mandat, 2 leti vlade v času covida. In v času covida se moram zahvaliti vsem zdravstvenim delavcem, v bistvu vsem, ki so v bistvu speljali to covid epidemijo
bom rekla tako, da ni bilo veliko, bom rekla, posledic takšnih in drugačnih, kot jih pomnimo v Italiji in tako naprej. Ampak danes zdravniki Samo malo. Danes zdravniki stavkajo zakaj? To je potrebno vprašati sedanjo vlado. Zato, ker je bil podpisan stavkovni sporazum, katerim so zapisali, da bodo do sredi leta 2023 spostavili, oziroma celo 2022 spostavili poseben plačni steber za zdravstvo. Ga niso. Zato tudi zdravniki štrajkajo oziroma stavkajo z zakonom. So jim omejili stavko protiustavno. Edina država smo, kjer smo prepovedali stavko zdravnikov. In danes v bistvu je treba to vlado vprašati, zakaj zdravniki stavkajo. Imamo najdaljšo stavko. Čeprav po drugi strani spet pravijo, da se stavka niti ne pozna. Da je seveda se stavka ne pozna. Zakaj se ne pozna? Mislim, ne pozna zato, ker so iz 48-urnega delovnika prešli na normalni delovni čas. Normalni delovni čas, ki jim pripada. In danes je ta vlada in ta koalicija za svojimi dejanji, za svojimi besedami, z besedami predsednika vlade, ki je govoril o dvoživkah, o parazitih v zdravstvu, postavila poklic zdravstva oziroma zdravnika na najnižjo raven. Torej, zdaj so vse krivi zdravniki, ne pa regulator, ki je ministrstvo oziroma vlada. Niso krivi zdravniki, mi delo zdravnikov cenimo, smo ločili javno-zasebno, da je javno-javno, zasebno, koncesionar pa ima koncesijo. Zdaj pa treba tudi nekaj povedati. Ampak zakon o zdravstveni dejavnosti je tudi padel. Ja, od začetka mandata do sedaj je 380 zdravnikov več, kot jih je bilo. Zdravniki imajo za tretjino višje plače. Medicinsko osebje ima skoraj za tretjino višje plače. Vse to v tej plačni reformi te države. Država je vzpostavila sistem, določene čakalne vrste so se tudi skrajšale. Vračajo se na slikanjih, ortopedija in podobno, radiologija, ljudje v sistem. Ampak mi recimo govorimo, ko je 1-2 zdravnika zapustita sistem, je to velika novica. Ko pa pridejo ljudje v sistem, sem govoril 380 zdravnikov več, imamo v sistemu, pa je to ali obrobna novica, ali je pa ni. In videl sem celo vaše poslansko vprašanje. Kako pa komentirate to poslansko vprašanje, ki ste ga pravzaprav zastavili, da je v Sloveniji preveč ortopedskih operacij kolka in preveč operacij, mislim, da na srcu, v primerjavi z OECD-jem? Ja, gledajte, mene zelo skrbi. Bil sem zadnjič na sestanku na Ministrstvu za zdravje, kjer so bili svojci umrlih v operacijah, ki so dokazovali, da je 7% operacij opravljenih po nepotrebnem, po napihovanju določenih simptomov, in to je evropski problem, tudi v Nemčiji, Švici, Avstriji, ne samo v Sloveniji, in človeka to skrbi. Zdravstvo je postalo za marsikoga biznis in jaz sem vesel, da imamo v javnem sistemu doktorje, kot je doktor Brecelj, Zver in podobne, ki delajo s srcem altruistično, so za svoje delo primerno nagrajeni, marsikdo pa pač želi iz tega kovati take in drugačne biznise. Ogromno je. To je groza, kaj govorite. To je v bistvu groza, da vi zdravnike postavljate v sistem oziroma sistemu, da želijo služiti. A se vi sploh poslušate, kaj govorite? No, bom odgovoril na to. Čakajte malo, v času COVID-a in danes se kaže, da je že zdaj vsak zdravnik, da pogoogla, kaj mu je in potem reče, mene ste operirali brez potrebe, zdravnik je to napisal sam zato, da me operira in služi. Lepo vas prosim, pa se vi poslušate, kaj danes govorite? Rekel sem določeni zdravniki na določenem področju. Kaj gre ven v zasebni sektor? Nezahtevne operacije, nezahtevni posegi in storitve, kjer se celotna klinična slika opravi v javnem, potem gre v zasebnega in ko mu opravi operacijo, niti nege ne ponujajo, če ti bo kaj narobe, bejš nazaj na UKC. Jaz upam, da ne boste dovolj zdravnika, ki ne bo v javnem zdravstvu. Primeri anomalij. Kdo drži po konci celotno urgentno zdravstvo, onkologijo, infekcijsko in ostalo primarno, preventivo? Vse to državni javni sistem omogoča. Moramo se zavedati, da ljudje plačujemo zdravstvene prispevke, od tega izhaja zdravstvena oskrba. Zdravstvena oskrba, poprečna cena zdravstvene oskrbe na odraslega človeka od dobe rojstva do smrti znaša več kot do poprečne plače znašajo prispevki za zdravstvo.
Tudi to je treba reči. Konkretno vprašanje. Javni sistem to ponuja. Zdravniki rešujejo situacijo marsikje, tudi na podeželju, kar se marsikdaj sploh ne vidi. Pa je moje naslednje vprašanje, recimo zdravstvenih regij. Nedavno, zelo svež ukrep, je vlada ustanovila 6 zdravstvenih regij, v katerem piše v tem ukrepu, da ima vsaka regija eno splošno bolnišnico, dejansko pa jih imajo več. Recimo, če pogledam vajni območji, vzhod, vaše območje ima splošno bolnišnici Celje, Slovenj Gradec, še Topolšico kot specialno, ali pa severovzhod, vaše območje, poleg UKC Maribora, še 2 splošni bolnišnici, Murska Sobota in Ptuj. Zanima me nekaj, ker takoj, ko se s podobnimi ukrepi začne, nekako po regijah dvignejo obrvi, ker imajo slabe izkušnje s potencialnimi ukinjanji. Recimo Svet Koroške regije je že apeliral oziroma protestiral, da želi ohraniti to ureditev, kajti bojijo se, da bi nekoč recimo prišlo lahko do ukinitve splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ki je zagotovo ena najpomembnejših inštitucij v regiji, ali pa mogoče Murska Sobota, vaše območje. Torej ne boste ukinili splošnih bolnišnic. Ne, to je bilo tudi pojasnjeno, da se ne bo ukinjalo, te strahovi so vedno, je pa treba nekaj vedeti. Mi se pogovarjamo v Sloveniji, da bi delali skupne nabave, skupne investicije in podobno. To, kar so Avstrijci že 20 let nazaj počeli. 5 bolnišnic, skupne nabave, skupne investicije. Mi v Sloveniji pa vsak bi rad imel svojo regijo. To ne gre, tudi pri občinah ne gre, ko se o regionalizaciji pogovarjamo. Nekje mora biti središče regije in zadeve morajo biti povezane. Jaz sem vesel, da bodo povezane in tudi, če pogledamo na področju investicij, konkretno so bile investicije v UKC Maribor, splošno bolnišnico, tako v Slovenj Gradcu, tudi v Celju, tudi v Murski Soboti, na Ptuju, zdravstveni domovi od Lendave in tako dalje. In torej teh bolnišnic nikakor ne boste ukinili? Ne, ali vi vidite to potencialno tveganje? Jaz bi se mogoče samo še odzvala na tisto prejšnjo izvajanje na kratko. No. To, kar kolega Krajnc govori o zasebnih, javnih koncesionarjih in tako naprej, na pamet govorjenje. Samo malo, jaz sem vas poslušala, prosim, če me poslušate do konca. To je na pamet govorjenje. Bolnik, ki plačuje v zdravstveno blagajno, ki plačuje davke in tako naprej, želi oskrbo in njega ne zanima, kdo je ustanovitelj tiste bolnišnice, v katero gre. Želi kvalitetno in hitro oskrbo, samo to ga zanima. In ne dovolim, oziroma ne bi dovolila si na vašem mestu govoriti, da lahko svojci odločajo o tem, ali je bila operacija pravilna ali nepravilna, oziroma potrebna ali nepotrebna. Danes so že vsi Instagram zdravniki. Mislim, da je gospod Krajnc tudi jasno, kaj je mislil, kar se pa tiče zdravstvenih regij, pa spet dokazuje, da ta vlada dela stihijsko. Nimamo pokrajin, nimamo regij, zdravstveno ministrstvo pa ustanavlja svoje regije. In mislim, da je že tudi svet županov, oziroma da so pač te združenja županov povedala svoje in da se kar tako to ne dela. In jaz mislim, da v tej odredbi je marsikaj narobe, zdaj bojazni, kaj ukinjati, kaj ne ukinjati. Jaz se lahko strinjam, da bi morale biti skupne nabave. Tudi zato smo spremenili zakon o javnem naročanju, referenčne cene, pa ga je ta vlada ukinila takoj, ko je prišla na oblast. In to delajo zdaj pred volitvami, ko se bo vlada definitivno menjala, ko vprašanje, kako bo. Ustanovili so tudi javni zavod za skupno, bi rekla, NMP, ki se tudi ne ve, kaj bo delal. Ustanovili so tudi agencijo za kakovost, ki tudi ne vemo, kaj dela. In danes ustanavljajo stihijsko regije. Jaz, kolikor poznam, oziroma kolikor sem se pogovarjala z direktorji, niti sami ne vedo, kaj to regije pomenijo. In seveda je bojazen tudi za ukinjanje. Jaz upam, da tega ne bo. No. Politika verjetno skuša pravno normativno uokviriti, odreagirati na nekatere sistemske težave, tako vaša kot vaša. Pa bom tako vprašal, vi ste mi enkrat v intervjuju rekli, da zdravstveno politiko vodijo lobiji. Tudi sem vas vprašal, kateri, pa mogoče lahko zdaj konkretizirate, kateri lobiji pravzaprav vodijo v ozadju, ki onemogočajo racionalizacijo, ki je verjetno v nekem skupnem in družbenem interesu, v skupnem soglasju. Zdaj ne vem, če sem točno tako rekla, če dobesedno navajate, mogoče se da morda vodijo lobije. Od dobaviteljev medicinske opreme do lobijev znotraj zdravniškega ceha, ste rekli takrat. Drži, jaz še vedno ostajam na tem, da imamo seveda, ko prihaja do nekih sistemskih sprememb, se takoj pojavijo različni, bom rekla, pritiski z različnih strani.
tudi strani tisti, ki so v skupščini zdravstvene zavarovalnice, kot tisti, ki so na ministrstvi, kot tisti, ki so dobavitelji, torej različni interesi se pokažejo. In jaz moram reči, da pa, ko se pokaže določen interesi strani bolnikov, takrat v bistvu morajo alarmi zazvoniti. Dokler so, bom rekla, ti lobiji, mora biti samo regulator dovolj močen, da pač spelje svoje zadeve, ki so v dobro bolnika, ne v dobro določenih, bom rekla, interesov političnih in drugačnih. O plačah smo prej že govorili, a ne? In pred dnevi smo na večeru podelili Bob leta, bralci so izbrali Marka Radmiloviča, tako je dejal, na začetku in koncu človekovega življenja, pa kar nekajkrat tudi vmes stoji medicinska sestra. Ne Golob, ne Janša, ne Jezus, ne Mohamed, ne Fraki, ne Talar. Nehajte se zajebavati in jih plačajte. Se strinjate s tem? Se oba strinjata s tem Bobom? Tu se ne moreš ne strinjati. Bil sem tam, strinjam se z gospodom Radmilovičem. Moram pa reči, da delno smo to v mandatu te vlade v lanskem letu že popravili, plače za skoraj 1/3 povišali, ni denarja, ki lahko plača skrbstvene poklice, to morajo pač ljudje biti za to, srčni ljudje, ki to opravljajo in so plačani. Danes se pogovarjamo o tem, da je v javnosti veliko konflikta o tem, da bi bila minimalna plača 1000 evrov, o tem, da je bolnišnica, da je božičnica normalna stvar. Ne, tudi take stvari imamo nasprotovanje in tu težko razumem. Po drugi strani pa ja, take izjave priletijo, zato ker odražajo to, kar se v sistemu dogaja. Mi smo to že delno naslovili in upam, da bo še z prihodnimi reformami, če bo potrebno. Sam tu, ne, mislim, na srčni pogon ne moreš delovati večno. Moraš biti plačan in storitvene poklici morajo biti plačan. Ne mi reči, da ni denarja za plačilo storitvenih poklicov, če je 7 milijonov za Litijsko, če je ne vem koliko in koliko denarja za vodovod v Kladuši in tako naprej. Ne mi govoriti, da ni denarja za plačilo. Tudi v času COVID-a je bilo medicinskim sestram dvigeno, ampak vi danes govorite, da ste dvignali bruto plače. Ljubi Bog, poglejte si neto plače. Obremenili ste bruto plače z različnimi prispevki za dolgotrajno oskrbo, ker je danes 140 milijonov viška v zavarovalnici in šlo nazaj v državni proračun za likvidnost države. Obremenili ste z obveznim zdravstvenim prispevkom, obremenili ste z dodatnimi davki in danes neto plača ne sledi temu, kar vi govorite. Bruto plača pa popolnoma nekaj drugega. Boste replicirali, že prej ste sami dejali, da nekako ste pomagali tudi z minimalno plačo, jo dvignili, potem je tu zimski dodatek, dolgotrajna oskrba. Gospa Godec bo verjetno rekla, da je to predvolilna bombonjera, ne samo bombončki, ampak hkrati vi tudi pravite, da je treba dvigniti oziroma dostojno plačati, hkrati je pa ta vlada s temi ukrepi to naredila. Točno to. S temi ukrepi, poslušajte, to pa ne drži. Če ti bruto plačo obremeni z dodatnimi davki, vi morate gledati, koliko ljudem ostane v denarnici. Ne koliko je bruto plača dvigne, koliko ostane v denarnici. Obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, obvezni prispevek za zdravstvo, dodatno povišanje davkov, dodatna inflacija, tako naprej. Torej ste v bistvu, kot pravi gospa Godec, poslabšali stanje v denarnicah posameznih. Se ne strinjam. Vzeto je bilo spet iz konteksta, to skrbstveni poklici moramo delati na čustven pogon. Sam sem socialni delavec. Jaz samo govorim, da ga ni denarja, ki lahko plača medicinsko sestro, negovalca, tudi določene zdravnike, ki nimajo dovolj plače. Mi smo te plače povišali za 1/3 in še vedno trdim, da to ni dovolj, da tega denarja ni, ki lahko tako delo plača. Zdaj pa kaj pomeni strošek? Dolgotrajna oskrba. Ljudje imajo 500 do 600 evrov manjše položnice. To ni reforma. Je reforma. Reforma tudi tega, da bodo imeli drugačno obliko varstva lahko zagotovljeno doma. Potem gremo naprej. Prispevek za dolgotrajno oskrbo. Nemčiji to že imajo 30 let, 1% od plače. Kaj bi to pomenilo, če bi ljudje brez zavarovanj plačevali storitve? Sem že prej povedal, zdaj pa gremo na strošek plače, bruto plačo pa neto plačo. Pa še prej zdravstveni, dopolnilno zdravstveno. To so uvedle prejšnje vlade, kjer je vsak človek iz žepa plačal ali pa prek transakcijskega direktno. Ampak zdaj je to še vedno obvezno zdravstveni obrazloženje. Prostovoljno. Prej je bil prostovoljni obveznik. Preimenovanje. Lahko do konca. Prostovoljni obveznik, ki ga je 99% ljudi plačevalo. Zdaj ga plačajo
preko transakcijskega računa od plače. Če ga ne bi tako uvedli, bi bil ta prispevek nek 37 evrov, kot je zdaj, ampak 55 in bi vsak plačal 20 evrov več na mesec. Zdaj gremo pa na plače. Slovenska neto plača, poprečna recimo, znaša okrog 1650 evrov, to plus malica, prevoz za delo, plus regresi, letni 1020 in zimski 636 božičnica, neobdavčen del. To znese skupno 540 evrov dodatnega denarja, ki ga delavec dobi. Poleg neto plače. In zdaj, če ta delež seštejemo, je v delu stroška plače, ki ga ima delodajalec, 60%. In jaz sem zelo razočaran, da se je naredilo tak razdor med zaposlovalci in delavci. No, to je bilo moje naslednje vprašanje. Primerljivo z tujim, sem še to. Zakaj se gospodarstvo potem tako upira, a ne? Nekako, kako doseči to ravnovesje, družbeno soglasje? Če bi se o tem, jaz sem razočaran nad raznimi Umars, Surs in podobnimi, da ne povejo, da se samo neto in bruto plača ne more primerjati, ker je Slovenija edina država v EU in okoli, ki ima poleg neto plače neobdavčene stroške malice, prevoza in regresov. Mađari sploh nimajo regresov, ostale države, Avstrija, Nemčija, Hrvaška, imajo regres kot 13. plačo. Bom tako vprašal, da se nekam premaknemo. Gospa Godec, kaj vi menite, kako najti to družbeno soglasje, ravnovesje pri ustvarjenem in razdeljevanem, to, kar država ustvari? Verjetno je to kar že vprašanje skoraj za Nobelovo nagrado, ampak vseeno, verjetno so to vaši cilji političnih strank. Glede, jaz sem zdaj poslušala, mislim, da 5 ali 10 minut kolega Krajnca z podatki, ki... Lahko pustimo, gospod Godec. Ki pač je razlagal nekaj, kar moram reči, da me zelo žalosti, da ima takšno mišljenje in verjamem, da to verjame, kaj je govoril. Prejšnja vlada je sprejela spremembo zakona o dohodnini, s katerim je omogočila, da so višje neto plače vseh in se to ne pozna ne pri delodajalcih in nikjer. In če greste pogledat izračun, bi na podlagi tega zakona imeli že vsi božičnico zdavnaj v žepih. In vi ste ta zakon ukinili. Danes ste obremenili delodajalce, tako z prispevki za zdravstveno zavarovanje, za dolgotrajno oskrbo, za božičnico, za dvig minimalne plače. Z dvigom minimalne plače ste v bistvu zradirali 1. do 4. razred, kar in dodatno obremenili delodajalce. Zato je ta, bom rekla, revolt delodajalcev samo malo. Zakon o dohodnini, ki ga je sprejela prejšnja vlada, ni bremenila delodajalcev, povečala pa je neto plače. In seveda po izračunih še enkrat bi zdavnaj že imeli tisti z minimalno plačo, božičnico in tako naprej v žepu. Kar se pa tiče to razmerja, seveda država pobira davke od gospodarstva zato, da živi, da deluje javni sektor, zdravstvo in tako naprej. Ampak kako dolgo ta vlada vendarle misli, da z obremenitijo gospodarstva in pošiljanjem gospodarstva v tujino, če jim tukaj kaj ne paše, to je izjava predsednika vlade, gospod Krajnc, ne bomo dosegli tega konsenza. Imamo pogovor, oziroma ima vlada vedno pogovore z gospodarstveniki in oni opozarjajo na te zadeve in danes že delavci opozarjajo na vaše nebuloze z ukinjanjem zakona o dohodnini, ki ne bremeni delodajalcev, ampak pusti človeku oziroma večjo neto plačo. Prosim še za odziv, potem pa gremo naprej z drugo temo. Ja, prejšnji teden smo sprejeli zakon, kjer omogočamo razdelitev dobička med zaposlene, med delavce. Tam sem v razpravi tudi povedal, da Slovenija potrebuje celovito davčno reformo. To je edina reforma, ki jo v tem mandatu nismo uspeli izvesti. Ampak celovita pomeni vse davke nasloviti in jih zbalansirati, uravnotežiti. Zdaj, če govorimo, da je zaposlovanje preobremenjeno, potem nekje drugje bo potrebno davek verjetno na premoženje povišati. Vaša davčna reforma, ki ste jo prej omenjali, oziroma tisti davek pri dohodnini, je najbolj razbremenil najbolj bogate. Nekaj malega spodnje, srednjo je bilo tako, kot je. To drži. In zdaj mi želimo to zbalansirati. Če želimo, da ta država deluje, večina stroškov pri delu so stroški prispevkov. Prispevki za zdravstvena, socialna, pokojninska zavarovanja, iz katerega imamo pravice.
obseg, To vse vemo, gospod obseg Krajnc, in višina sta tudi pravic že oba je v povedala. Sloveniji takega v daleč naokoli ni. Ampak verjetno bi tu bilo nujno neko družbeno soglasje tako z gospodarstvom, sindikati, politiko, vsemi strukturami, da gremo naprej. Družben dogovor bo potreben. Jaz si ne želim Amerike, kjer človek, ki zboli, pristane na ulici, spi v avtu. Mi moramo ohraniti socialno solidarnostni sistem zavarovanj. Če se da kje razbremeniti, je pa potrebno vedeti, kje bo potem potrebno to povešati. Ker recimo prazne trgovine ob meji s Hrvaško in Madžarsko, kjer hodijo Hrvati in Madžari v Slovenijo kupovati, zakaj? Ker imajo 27 in 25% DDV, Slovenija pa 22%. A hočejo povedati potem z opozicije, da bodo zvišali DDV, in če so proti minimalne plači, proti božičnici. Mogoče samo še Seveda, oba dva. Preveč potrebujemo mi. Ne, samo malo. To ne morem razumeti. Samo malo, ne polagajte besed, ki jih nisem izrekla. Nismo proti minimalni plači, nismo proti povišanju plač, mi smo za razbremenitev plač, ker ima Slovenija med najbolj obremenjenimi plačami in zato ne govorite in nobenega povišanja davkov z naše strani ne bo. Vi napovedujete, samo malo, vi napovedujete nove davke, mi ne napovedujemo nobenih novih davkov, zato ne polagajte besed v usta. Gremo naprej. Vse davke bomo dali na nič, pa naj gremo ljudje stisni, kar dobijo na naslednje vprašanje, ki zadeva notranje politična razmerja, recimo. Fenomen Logar, bom dejal, vaš bivši dolgoletni soposlanec, mislim, da sta celo sedela blizu skupaj. Povejte nam vaše mnenje. Vas je on razočaral ali je to vse skupaj igra, nekako večno vprašanje, ki je v zraku, odkar se je pravzaprav odločil za samostojno pot? Ja, to neko famo okoli tega delate, predvsem mediji oziroma nasprotniki. Jaz moram reči, Čigavi nasprotniki? Nasprotniki Slovenske demokratske stranke in porivate nekam, bom rekel, neko v to famo, no to spiralo, da je to vse zaigrano. Jaz bom povedala osebno mnenje, mene je kolega Logar razočaral. Da. Razočaral me je z tega stališča, ker zagovarja integriteto poslancev, takšno in drugačno tudi, bom rekla, pač to, da moraš delovati transparentno. Če bi kolega Logar deloval transparentno z vso integriteto poslanca, potem bi odstopil kot poslanec, ko je odstopil oziroma ko je odšel iz poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. In zaveze, ki so bile podpisane pred kandidaturo, mislim, da so dovolj povedne, podpisano, ne dana beseda, ampak podpisana beseda. In še enkrat, jaz stojim na stališču, da bi moral odstopiti in vrniti mandat Slovenske demokratske stranke. Kako pa komentirate to pravzaprav, da v zadnjem času je postal tudi tarča nekaterih znanih civilno-družbenih skupin, recimo Inštituta 8. marec, ki se denimo bolj ukvarja z njim, kot pa recimo socialdemokratsko stranko. Vaš predsednik Janša je pa tudi, mislim, da je, ko sta se rokovala v studiu na Pop TV-ju, označil na Twittu srčke in podobno. Torej, komu zdaj naj ljudje tu verjamejo? No, s temi srčki, to morate predsednika našega vprašati, kaj je menil s tem. Kar se pa tiče Nike Kovačina 8. marca, Inštituti 8. marca se z njimi ne bi ukvarjala. Oni niso parlamentarna stranka, niso faktor, so pa seveda faktor na levi strani, ker so izven parlamentarna stranka, ki diktira tudi delo vlade, drugače pa popolnoma nepomembni. Kaj pa menite vi o teh prestopih? Tudi iz vaših vrst ste doživeli prestope v druge stranke. Ja, dva prestopa, eden od teh je ravno šel k demokratom, Tine Novak. Tudi je razočaral mene in kolege, kar se tiče te zgodbe, me veseli, če gospod Janša daje tvite srčke, da le ne daje nekega negativnega in pozivanja k orožju, kar veliko krat naredi. To, da se imajo v ozadju morda radi, bi rekel, da bom pozitivno presenečen, če bo ta stranka prišla v parlament in da bo šla v levo-sredinsko vlado, kar ves čas trdi. Sam ne bom sodil, ampak ljudje si znajo sliko ustvariti, kaj je gospod Logar, kdo je, kje je bil. Bil je glavni frontman v vseh teh časih, ko se je dogajal teror nad ljudmi, pa tega nikoli ni znal obsoditi. Nikoli ni znal obsoditi tvite gospoda Janše, ki so res strupeni, ki razdvajajo to Slovenijo, ki delajo histerijo v družbi, negativizem, sovraštvo. Ljudje smo med sabo skregani zaradi politike, to je nenormalno.
Jaz sam skušam biti v svojih nastopih v parlamentu, pa veliko govorim, argumentiran, korekten tudi do opozicije, nisem žaljiv, nikoli nikomur nisem rekel bedak, idiot in tako dalje, kar doživiš z njihove strani in upam, da si tudi ljudje to Jaz bi prosila kolega Krajnca, zdaj bi pa res prosila kolega Krajnca, da je konkreten. Ja, poslušajte Mahniča, Černača in podobne. Ja, veliko krat. Kaj je rekel predsedniku vlade? Mene bi bilo sram, da se tako pobalinsko in žaljivo obnašam do predsednika vlade, da mu govorim, da ne vem kaj, ne bom, da je bedak. Bom nadaljeval z kadrovskim vprašanjem. Oba sta tudi, mislim, da člana mandatno-volilne komisije. Prejšnji teden je kazalo, da je končno šel skozi predlog predsednice za imenovanja, ustavni sodniki, varuh človekovih pravic, Banka Slovenije. Na koncu pa se je spet pokazalo, da očitno vladne stranke še niste usklajene. Kako pa vi gledate na ta odnos predsednice republike in vladajoče stranke? Pravzaprav volitve so tik pred vrati, nekako se zdi, da se zdaj hiti za vsak slučaj. Je usklajenost, pa je ni, pa vleče se dolgo. Banka Slovenije, leto dni smo bili brez šefa Banke Slovenije, ki ni mogel glasovati na zasedanjih Evropske centralne banke. Ta del ne more biti prav vzor, verjetno vaši. Se strinjam, na področju Banke Slovenije se ne bom toliko vtikoval, verjetno ne gre toliko v naš ponos to, da se tako dolgo vleče. Kar se tiče varuha človekovih pravic, je treba povedati, da potrebujemo dvotretjinsko večino. Strani opozicije pač nikoli ne dobimo podpore za imenovanje varuha in je to nedosegljiva zadeva. Tako kot vse spremembe ustavne, kjer smo imeli tudi volilni zakon za spremeniti, tudi v končni fazi druge zadeve, ki so osnovna materija, kjer rabiš 2/3. To komisijo vodi Nova Slovenija, ki ima tudi predsednika komisije. Ko smo bili tik pred dogovori, vedno znova ali ne glasujejo ali na tisti seji in zadeve ne pripeljamo v parlament. Podobno je bilo pred kratkim. Ampak pri ustavnem sodniku je potrebna absolutna večina. Ja, ustavni sodnik absolutna večina. Sam da to dokončam. In najprej tu se nazadnje zapleta tudi bivši predsednik vlade Miro Cerar je recimo na Odmevih upozoril, da to, kar se dela s temi kandidati, ko se jih tako skuri, nikakor ni dobro. Zdaj ponovno prejšnja predlagana kandidatka je zdaj ponovno v igri. Mislim, da to je tudi gre za neko integriteto, nek pošten odnos do teh kandidatov, ki jih nekomu skurimo. Kdo bo potem še hotel za karkoli v tej državi. Takoj preidem na ustavne sodnike. Zdaj smo pri dvotretjinski zaključila, zakaj ni varuh imenovan in zakaj ni šel zakon kriminalec ne bo politik skozi, ker nam na MVK opozicija ne prispeva nobenega glasa, kjer je potrebno dobiti 2/3. Poslušajte, sam poslušam vedno, koliko imate poslancev, ampak tega enostavno z našimi poslanci koalicijskimi ne moramo speljati. Ustavni sodnike smo imenovali lani spomladi, 3 imenujemo zdaj. Takrat, ko je potrebno spraznjeno mesto za polnice naredi, to ni hitenje tik pred iztekom. 16 smo jih zaslišali, jaz sem bil na 3 zaslišanjih vseh kandidatov. Gospoda Keršmanca, se strinjam, za mene dober kandidat. Žal se ga je v javnosti prikazalo tako, kot to ni in sem tudi sam osebno napisal na spletno stran od 8. marca in vseh tistih, ki so širili neresnice, kaj ta gospod zagovarja, ker tega nikoli ni rekel. In čeprav je predsednica države pojasnila, da tega ni izjavo, zaradi kontaminacije bo temu umaknila. Se strinjate, da se tako z kandidati za ne dela, če se vas razumem. In zakaj pa vi ne sodelujete, recimo, da pomagate? To gre vendarle za pomembne funkcije, ki so nekako v interesu vseh državljanov, da imamo tu kvalitetne ljudi in potem bojkotirati. Opozicija nikoli ne prispeva glasu za sodnike. Pustimo gospe Godec, da odgovori. Ni treba. Ja, gledajte, zdaj bom rekla, spet je vse opozicija kriva v tej vladi. Ne kriva, sem ne date glas niti za enega. Pustimo odgovor, gospe Godec. Imenovali ste 2 ustavna sodnika, ne 3, zdaj boste 3. To najprej, da vas popravim, torej ne 6, ampak 5 mandatov imate v tem času. Guvernerja nimamo že leto dni, varuha nimamo že leto dni, zdaj pa tik pred volitvami gremo na vrat na nos in dajmo to urediti. Ne? Mi smo jasno povedali, da pri takšnih zadevah
kadrovanjih ne bomo sodelovali. Kar se tiče guvernerja, se je koalicija uprla oziroma šla na okope za eno kandidatko, ni bilo dogovora s predsednico države in takšnih barantanjih, ki so kot barantanje na tržnici z kadri, je popolnoma, rekla, nehigienično, predvsem pa pred volitvami. Torej, lepo vas prosim, ne obtožujte opozicije, da je kriva za vse vaše tegobe in vaše trpljenje v času vlade. Naša odločitev je suverena odločitev in nihče ne bo na nas pritiskal, da naj nekoga podpremo, s katerim se ne strinjamo. Predvsem pa ne gremo v sodelovanje. Še enkrat poudarjam, oktobra smo povedali, da pri teh imenovanjih tik pred volitvami ne bomo sodelovali. Počakajte na novo vlado, da se stvari uredijo. Danes še ljudi na ulici vprašate, niti ne vedo, da nimamo guvernerja, da nimamo varuha. Skrbi pa seveda to, kar delate z ustavnim sodiščem. In strinjam se lahko, da takšno barantanje, ki se danes dogaja pod predsednico države, ki je danes, in to koalicijo, meče slabo luč na vse kandidate. Marsikdo se sprašuje, ali je sploh še smiselno kandidirati, glede na to, kaj se danes dogaja z ustavnim sodnikom, z predlogom ustavnih sodnikov, barantanje kot na ljubljanski tržnici. Mislim, da ste v tej konkretni situaciji prav poslanci SD in Levice odrekli podporo in Svoboda niti ne. Ja, moram to povedati. Barantanje ne pomeni to, da mora imeti kandidat zadostno podporo. Postopek gre tako. Predsednik države naredi poziv, predlaga kandidate v državni zbor. Ampak moram povedati za ljudi, vi veste, ljudje vejo. Pridejo kandidati v parlament. Teh imenovanj sedaj nimamo, teh ljudi sedaj nimamo. Ampak razložim, 1 leto traja, 3., 4. imamo že varuha na pladnju. Pridejo kandidati se predstaviti v vse poslanske skupine. Mi povemo, sporočimo predsednici države, kdo ima zadostno podporo. Ona potem tega uvrsti. Včasih tudi, če nima strani opozicijskih signala, ali ima ta človek podporo, ga uvrsti na glasovanje. Na mandatno-volilni damo glasovanje naprej, državni zbor pa ne zbere zadost podpore. Žal moram zaključiti, čas se nam je že iztekel. Zaključno kratko vprašanje samo. Gospa Godec, vi ste po številu poslanskih vprašanj na prvem mestu, v parlamentu več kot 600 se jih zastavili, gospod Krajnc, vi pa ste po parlamentu, sem pogledal, med poslanci Svobode v bistvu na 4. mestu po številu izgovorjenih besed, ne samo na sejah plenarnih sejah, ampak tudi v odborih in komisijah. Prav preverjal sem, ali so štete tudi komisije. Po čem si vajo bodo zapomnili torej volivke in volivci? Kaj menita sama? Se lahko recimo toliko samokritična oziroma toliko presojata sama sebi ali pač to ne želita? Ne, jaz moram reči, da sam sebe zelo težko ocenim, kadarkoli, katerikoli situaciji, in to najbolj ljudje ocenjujejo, verjetno pa se me bojo v tem mandatu spomnili potem, da sem Da ste tudi kdaj po mizi udarili, ne? Da sem kdaj po mizi udarila in kdaj tudi vskipela, in ta stavek pa kaj tepni jasen se me drži, in pač je to ena zadeva, ki je lahko dobra ali slaba, ampak jaz moram reči, da sama si bom zapomnila ta mandat po zelo težkem mandatu vodenja poslanske skupine, pa ne zaradi poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, ampak zaradi stihije in kaosa, ki ga je pustila ta koalicija v državnem zboru. Gospod Krajnc, še vi? Ja, jaz se tudi moram strinjati, da sam sebe težko ocenjuješ, to bodo ocenili volivke in volivci. Sam sem najbolj ponosen, da smo sprejeli zakon o izvajanju rejniške dejavnosti na novo, kjer smo res izboljšali razmere tem otrokom in družinam, in moram priznati, da sem hvaležen, da je to edini zakon, kjer je opozicija tudi glasovala za vse amandmaje in zakon bil soglasno podprt v državnem zboru. 70-0. Torej je soglasje vendarle v tej družbi. Soglasje je možno. Bom rekel, da je tudi na podlagi tega, ker imam korektne odnose z kolegi iz opozicije, sem bil deležen tudi kot nek nosilc tega zakona, tudi podpore, tudi celo osebno sem dobil to izkazano. Po drugi strani smo še to oplemenitili prejšnji teden pri zakonu o družinskih prejemkih, kjer bodo rejniške družine, lahko velike družine, tudi dobili 15 dni dopusta za privajanje. In bom rekel, to je ena stvar, drugo pa v lokalnem okolju investicije, ki se počnejo proti Hrupno ograjo, Šentilju, cesta. Pustimo. Za drugič to. Najlepše se vama zahvaljujem za sodelovanje v večerovem duelu, veliko uspehov seveda na volitvah.
volivci imajo vedno prav, rečemo na koncu, tudi kadar se motijo. Tako je. Hvala lepa, vam pa hvala za pozornost.